Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav prisrčno pozdravljeni zopet v naši domači oddaji Pot poti. Tokrat smo v Župnijski cerkvi na Spodnji Polskavi, v podružnični cerkvi Marijini na Pragerskem, to je na Štajerskem, in na željo gledalcev oddaje Pot poti ste zopet z nami tudi naš duhovnik Karel Drofenik. Želim vam dober sprejem. Hvala Isus in Marija, dragi prijatelji oddaje Pot poti po celotni Sloveniji in tudi preko svetovnega spleta, tudi našim zdomcem v tujini. Na željo prav vas sem obiskal v Marijinem svetišču na Pragerskem, to je na Štajerskem. Besedo pa predaja Jezusovemu duhovniku Karlu Drofeniku in Bog vaš živi, gospod župnik Karel. Na željo gledalcev oddaje Pot poti ste, Bogu hvala, zopet naš gost. Kaj je tisto, da sem prejel toliko pisem, pohval, da je z nami naš gost? Moram priznati tudi veliko pisem iz izseljencev v Amerike. Hvala za povabilo, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem in gledalcem. Sem Karel Drofenik, rojen leta 1934 v župniji Rogaška Slatina, kjer sem imel leta 1961 leto novo mašo. Kot duhovnik sem deloval v Hrastniku, potem v Dravski dolini, nato v Zasavju. Od leta 1969 pa sem v župniji Spodnja Polskava, kamor spada tudi Pragerska. Brez Međugorja ne morem živeti, zato tolikokrat rad poromam v ta milostni kraj. Kaj naj rečem? Božja pota niso naša pota. Božje misli niso naše misli. V življenju je vse milost. To je nezaslužen Božji dar. Mogoče sem samo preprosto orodje v Božjih rokah, da lahko Bog uresničuje svoje načrte ljubezni, načrte odrešenja v našem času, ko se človeštvo vedno bolj oddaljuje od svojega stvarnika. Bog pa želi rešiti to ubogo človeštvo in nam zato pošilja nebeško mamo Marijo, ki nas liče nazaj k Bogu, torej k spremenju, k veri in življenju po njej. Kako je pa nastala podružnična Marijina cerkev na Pragerskem? Da bi lažje odgovorili na zastavljeno vprašanje, poglejmo malo nazaj. Konec avgusta leta 1913 se je na Pragersko preselil nabožni pisec, časnikar in duhovnik Franc Serafin Šegor. Znano je, kako srčno je želel, da bi se na Pragerskem zgradila cerkev. Ali je bila misel njegova, ali je povzel po želji ljudi, ni znano. Potrebno je bilo soglasje župnika na Spodnji Polskavi. Žal do tega soglasja ni prišlo. Ideja in želja po cerkvi na Pragerskem pa je ostala živa. Čim bolj se je kraj širil, toliko večja je bila potreba po novi cerkvi. Moj predhodnik, sedaj že pokojni župnik Anton Šaruga, je bil tej zamisli naklonjen. Zelo se je prizadeval za primerno lokacijo, da bi lahko na Pragerskem začeli vsaj z verom, da otrokom ne bi bilo potrebno hoditi na Spodnjo Polskavo. Sedaj že pokojno Rozalija Bolko je darovala majhno gospodarsko poslopje. Župnik in verniki so z veliko hvaležnostjo, delom in finančno pomočjo leta 1968 iz gospodarskega poslopja napravili novo stavbo. Škof Trženčnik me je leta 1969 s
s 1. julijem postavil za župnika na Spodnji Posavji in se z velikim veseljem nadaljeval začetek dela. Že 16. novembra 1969 je bila nova zgradba blagoslovljena. Ta dan tudi prva sveta maša. Nova cerkvica je bila posvečena Svetemu križu kot spomin na kapelo Svetega križa v Pragerskem dvorcu. Potreba po večji cerkvi in prostorih pa je bila vedno večja. Gospa Bolk Rozanija je v darilni pogodbi na sodišču Slovenske Bistrici potrdila, da je župnija Spodnja Poskava prvi kupec, če bo hiša z dvoriščem le na prodaj. To se je zgodilo leta 1996. Po božji previdnosti smo se odločili za gradnjo nove cerkve. V zavesti, kako velika in težka naloga je pred nami. Biti brez sredstev in se vendar odločiti za takšen projekt, zato je potreben velik pogum, predvsem pa neomajna vera v Boga in zaupanje ljudi in njihovo dobroto. Leta 2001 smo v mesecu januarju dobili lokacijsko dovoljenje, decembra istega leta pa gradbeno dovoljenje, vmes so se delali načrti za novo cerkev. Novo cerkev pa smo želeli posvetiti Mariji, saj je Marija ravno pod Jezusovim križem postala naša mati in mati cerkve. Marija je bila slovenskemu človeku vedno pri srcu. Vseh časov, dobrih in hudih, se je k njej zatekal, jo iskreno častil in zaupanje prosil pomoči. O tem pričajo številna Marijina Božja pota. Na Ptujski gori nas Marija vse sprejema v svoje varstvo pod svoj plašč. Tukaj pa nas želi sprejeti svoje materinsko srce. Vsi naj bi začutili, da mater potrebujemo in da potrebujemo Marijino ljubezen, njeno pomoč in varstvo. Zato smo novo cerkev posvetili v čast Marijinemu brezmadežnemu srcu. In blagoslov temeljnega kamna je bil 7. julija 2002. Posvetitev cerkve 21. septembra 2003, vitraž na koru, ki predstavlja sveti del Rožnega venca, je bil blagoslovljen 20. junija 2004, zvonovi 19. septembra 2004, zvonovi so 4, prvi je posvečen Jezusovemu srcu, vsi potrebujemo smiljenje Božje ljubezni Jezusovega srca, drugi je posvečen Marijinemu brezmadežnemu srcu, vsi smo potrebni Marijine ljubezni, tretji sveti družini, naše družine potrebujejo sprejeti predprošnjo svete družine in četrti škof Slomško, saj smo vsi potrebni Slomškovega duha. Križev pot je bil posvečen 5.6. leta 2005, nove orgle, ki jih je izdelal v orglarstvo Škrabelj za Graške Slatine 16.9.2006 in prezbiteri z oltarjem, kakor vidite, pa 24. februarja leta 2008. Bogu hvala in Mariji. Kakšen pa je utrip župnije na Spodnji Poskavi, gospod župnik? V 60 sem že podpisal, da postanem župnik v eni in župnik v Slovenskih Goricah. To je bila moja vedna želja, biti dušni pastir v Slovenskih Goricah.
Tako bi se izpolnila torej ta moja želja. Bog pa je imel druge načrte. Spodnja razstava je bila župnija, ki so se leta 1969 vsi branili. Povsod drugod sem lahko deloval bolj odprto, kot sem našel stik z ljudmi. Tu pa je bilo zelo težko. Čeprav sem župnijo sprejel z vdanostjo po Božji volji. Vendar sem leta 1982 na vsak način hotel hoditi na drugo župnijo. Zdelo se mi je, da ne morem več vzdržati. Pa se je zgodilo Medžugorje. Pred videnjem z Marijo sem prosil Vitko Novicko, če lahko mojo odločitev priporoči Mariji. Da, je rekla. Po videnju se je obrnila k meni in odgovor je bil kratek. Gospa veli, bolje, da ostaneš. To je bil zame nadnaravni odgovor. Bolje, sem svoboden, lahko grem. Ne grešim, če grem k nam. Tudi, če ostanem, je to bolje. Za koga? Za mene? Za ljudi? Za Božjo slavo? Na to se nisem spraševal. To ni več bilo zame pomembno. Ostal sem tukaj. Križi so ostali. Postajali so morda celo večji in težji. Vendar me vseh težavah spremljala Marijina želja. Bolje, da ostaneš. In tako sem še danes tukaj. Verouk in maše imamo na spodnji proslavi in Praverskem. Na Praverskem pa, ker je cerkev posvečena Marijinemu brezmadežnemu srcu, vsako prvo soboto, ker je prva sobota posvečena Marijinemu brezmadežnemu srcu, se tukaj zbiramo ob 9:30 molitve rožnega venca, ob 10:00 je sveta maša za vse slovenske družine izročamo Marijino srce in jo priprošajo. Po sveti maši pa izpostavimo Najsvetejše, zmolimo litanije Matere Božje in posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu še opravimo. Potem, v prvih ponedeljkih v mesecu pa se tukaj zbiramo ob 9:45 in sicer tako imenovano Binkoško dvorano. Binkoška dvorana prihaja iz Binkoške dvorane v Jeruzalemu, kjer so se apostoli zbirali z Marijo po Jezusovem nepohodu in so potem prejeli tudi na Binkoški svetega duha in Božje darove. V tej Binkoški dvorani častimo Najsvetejše in priporočamo Marijinemu brezmadežnemu srcu vse naše slovenske družine v domovini in slovensko domovino. V nedeljo, ki pa je najbližja 13. v mesecu, ker je Marija po Fatimi povabila posvetiti njenemu brezmadežnemu srcu, zato mi smo vedno povezani s Fatimo. Torej, v nedeljo, ki je najbližja 13. pa imamo tukaj popoldne ob 3 pri izpostavljanju Najsvetejšim uro Božjega usmiljenja. Zopet prosimo Božje usmiljenje zase, za našo župnijo, za naše družine, za našo domovino in za ves svet. Ob 4 pa je potem sveta naša, na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu za vse dobrotnike naše cerkve. Kakor je na prvo soboto vse izročeno v Marijino brezmadežno srce. Dragi prijatelji, pred kratkim se je gospod župnik tudi vrnil iz Medžugorja. Tudi sam nameravam
pojutrišnjem potovati v tole največje romansko svetišče, neurodno, svetovno, kjer je največ romarjev. Kako vi vidite nebeško mamico Marijo, gospod župnik? Najprej jo vidim kot najčistejšo, kot najlepšo med vsemi ustvarjenimi biti, kot brezmadežno, polno milosti. Vidim jo vedno in jo imam pred seboj kot mater cerkve. Saj je tudi Vatikanski cerkveni zbor Marijo proglasil za mater cerkve. Kot najboljšo mater jo gledam, ki ji ni vseeno, kaj bo z njenimi otroci. Saj Marija svoje materinske vloge ni nikoli vložila. In ko vidi, da njeni otroci, odrešeni skrbjo njenega sina, ko je na Kalvariji sprejela za svoje otroke vse ljudi, pa sedaj doživlja, ko gleda, kako njeni otroci gredo zaradi nevere proti prepadu, proti večnemu pogubljenju. Kako ne bo Marija, mati cerkve, mati vseh svojih otrok, zaklicala: stojte. Kako nas ne bi ona povabila nazaj, na varno pot, ki vodi v življenje, na pot k spremenjenju, na pot vere, na pot življenja po veri. Kako vas pa pravzaprav Medžugorje nagovarja? Medžugorje, kada slišim besedo Medžugorje, se kar mi srce razveseli in obraz nasmeji. Medžugorje je zame kraj milosti. Življenje brez Medžugorja se skoraj ne morem več predstavljati. Medžugorje je zame kraj, kjer se nebo združuje zemljo. Tam čutiš na poseben način Božjo bližino. Čutiš to Božje ozračje, kjer se tako veliko moli, kjer se ljudje spovedujejo, kjer se časti Mati Božja, Marija, kjer se časti najsvetejša, kjer častijo Sveti križ. Medžugorje je zame kraj, kjer nastajajo tudi novi duhovni poklici. Tam sem doživljal toliko moralnih čudežev, tolikih spremenjenj, tolike sprave z Bogom in z bližnjimi. In tam nam Marija pravi: Bog me pošilja iz ljubezni. Jaz vam govorim z ljubeznijo. Hoče nam povedati, da Bog da je posmrtno življenje, da ona kot mati, ki nas ljubi, prosi za nas vsakega in da nas prosi, naj v življenju postavimo Boga na prvo mesto in potem bo vse v našem življenju na pravem mestu. Želi, da ji zaupamo, da jo sprejmemo za mater, da sprejmemo njene besede, da nam bo pomagala, saj je naša mati in vedno samo mati in vedno najboljša mati. In če jo poslušamo, če sprejmemo njene besede, spoznamo še bolj, da v življenju niso toliko pomembne časne materialne dobrine, kot so važne in potrebne večne dobrine. Zato nas uči, da bi verovali in da bi imeli življenje po veri, sedaj mirno, srečno narejeno, potem pa večno pri Bogu. Torej, v Medžugorju pa je še posebej pomemben ta trikotnik: cerkev, župnišče, potem crkvica, kraj prvega prikazovanja in pa križevac nad Medžugorjem. V cerkvi se spoveduje, se ljudje očiščujejo, dobivajo notranji mir,
doživljajo ljubezen Jezusa Kristusa, ko se za nas daruje pri sveti daritvi in nas hrani s kruhom večnega življenja. Ko gremo na crnico, molimo veseli del rožnega venca ob tablah, ki predstavljajo te vesele skrivnosti. In potem se ustavimo na kraju, kjer je Marija 24. junija 1961 stopila na zemljo in drugega dne, 25. junija, spregovorila besede: Jaz sem kraljica miru. Smo na kraju izvira, kjer je začela teči reke milosti in danes je nastal veletok po vsem svetu. In na tem kraju je Marija obljubila, da bo postala vedno znamenje svoje prisotnosti. Veci pravijo, da vedo, kakšen bo ta znak in kdaj bo, in vsi zatrjujejo, da bo viden, da bo neuničljiv in stalno. Vsak Roman želi priti na ta kraj milosti. Kakor si tudi vsak Roman želi poromati na križanici, kjer se od spodaj, od tako imenovanega začetka Poljske gore, kjer je Jezus potil krvavi pot, spremljamo in premišljujemo Jezusovo trpljenje in poslušamo tudi Marijina sporočila. In ko smo na križancu, takrat samo lahko rečemo: kako smo srečni, kako lepo je to, kako lepo še lepo v nebesih. Poklonimo, gospod župnik, za te lepe besede. Jaz bi pa še naše gledalke in gledalce povabil na krščanski strežnik RKC, kjer so tudi nekatere oddaje o Medžugorju, gor tudi o videnjih, tudi o razna pričevanja, in po koncu oddaje bo napis, kjer bodo lahko prišli gor, ali pa tudi preko strežnika www.zivilko.com in potem stisne audio in video na RKC in pride na spletno stran krščanskega strežnika RKC. Kako vi vidite današnjo mladino? Jaz menim, da so pravzaprav starši tisti, ki bi morali biti vzorniki mladini, in da mladina še verjetno ni tako slaba, kot se velikokrat vidi. Če bi bili mi starejši bolj in pokazali pot, oziroma bili njihov zgled, bi bilo malo drugače. Kaj menite vi, gospod župnik? Ja, jaz prav tako v mladini vidim odsev njihovih staršev. Če je v družini prisoten Bog, če se v družini moli, če se v družini časti Boga, se udeležujejo svetega bogoslužja, prejmejo sakramente, delajo dobra dela, se spoštujejo med seboj, potem bo tudi mladina to nadaljevala. Bodo prav gotovo se tudi mladi trudili za te lepe vrednote in jih živeli. In veliko je takih, ki te vrednote tudi živijo. Posebej smo slišali danes patra gospoda Francija Trstenjaka, da ko so sinoči v Medžugorju častili Sveti križ, da je bila cerkev polna, in kar ga najbolj presenetilo, da je bilo več kot polovico mladine. Se pravi, da je mnogo mladine dobre in na pravi poti. Seveda pa je prav tako hudo in tudi žalostno, če družina živi brez Boga in brez teh vrednot. Potem tudi mladi ne morejo misliti, že delati in živeti drugače. Potem si prizadevajo za pravice brez dolžnosti, denar brez dela, prečasnega dobrine. Življenja ne vidijo v drugem smislu, kakor enkrat živimo. Čim bolj se bomo zabavali in uživali. Imajo notranjo praznino in to notranjo praznino želijo
napolniti z alkoholom, drogami in drugimi nadomestki in niso nikoli pravzaprav srečni, ker se predajajo veseljačenju, prave sreče pa ne doživijo. Zato je tudi za vso mladino tako potreben Marijin klic. Pridite k mojemu sinu Jezusu, da vas bo osrečil in vam podal pravi smisel življenja. Kako izgleda krščanska družina, ko ste bili še vi, gospod župnik, otrok? Verjetno je malo drugače, kot danes živimo. Ja, kot sem jaz bil še otrok, bom povedal, kako je bilo v naši družini in upam, da tudi drugod. Mi smo dan začeli z molitvijo in končali smo ga skupno molitvijo. Zvečer smo vedno tudi klečali med večerno molitvijo. Nikoli nismo sedali za mizo, da se ne bi Bogu zahvalili za vse to, kar nam daje. Da bi nedelja ali prazniki bili brez svete maše, brez bogoslužja, si nihče tega ni mogel pomisliti. Potem, poleg tega, da so nas vzgajali v veri in ljubezni do Boga, smo doživljali tudi veliko ljubezni do bližnjega. Mama so se odpovedali tudi svojemu kosilu, če je prišel berač. In vedno so nam govorili, če pride v Bogi hiši, poglejte v njem Kristusa in mu storite dobro. Nam je lahko sveta družina tudi vzor? Je seveda, pa ne samo, da nam je lahko, tudi moralo bi nam biti vzor. Saj so v sveti družini takšni močni vzgledi izpolnjevanja Božje volje in ljubezni. V sveti družini so vsi izpolnjevali Božjo voljo. V sveti družini so vsem srcem, so dušo samočjo ljubili Boga, ljubili so se med seboj in ljubili so bližnjega. Ljubezen do Boga in do bližnjega je v sveti družini bila živeta. Jaz tudi preveruko pravim otrokom, poglejte, tudi naše družine bi lahko bile svete. In kdaj bi bile svete? Če bi vi otroci posnemali Jezusa. Če bi vaši očetje posnemali svetega Jožefa, mame pa Marijo, potem bi nam sveta družina bila vzor, zgled priporočnik in naše družine bi bile svete. Katere zakramente imamo in čemu služijo? Zakramenti so sveta znamenja. Postavil jih je Jezus Kristus, zato da nas posvečujejo. Če gremo po vrsti, sveti krst. Izbriše nam izvirni greh, podeli nam milost, dobimo neizbrisno znamenje, da smo Božji otroci in seveda tudi obveznost, da bomo Božji otroci živeli. Drugi sakrament je sveta birma, to je sakrament potrditve v veri. Zopet nam da neizbrisno znamenje, da smo postali Kristusove priče. Morali bi, kakor apostoli, pričati za Kristusa z besedo in življenjem, ne pa, na žalost, kar se danes dogaja, da po birmi nekateri odpadejo, ali pa večina odpade in pravijo, hvala Bogu, da smo pa opravili. Ten tretji sakrament je sveta pokora, to je sakrament Božjega usmiljenja, ki ga je Jezus postavil na veliko noč zvečer, ko je apostolom rekel, prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. Sveti Avstinij Kovalski pravi, Jezus, preden prihajam kot sodnik, prihajam s svojim neskončnim usmiljenjem. Samo tisti, ki moje usmiljenje zavrne, se samo obsodi. Torej, Bog ne obsodi nikogar. Jezus je vedno naš rešenik in želi, da bi se vsi zveličali. Potem četrti sakrament, sveta Euharistija, svetorešnika, sveta Maša, sveto obhajilo
hrana za naše duše, naše življenje. Prvi kristijani so rekli, brez teh Gospodovih skrivnosti ne moremo živeti. Zakaj ne bi tudi mi se danes obrnili in Marija mi že bolje tako želi, da bi se zaljubili Jezusa v svetem Rižnem telesu, da bi vzljubili sveto Mašo in sveto Alino. Med nami pa živijo tudi bolni ljudje. Zato je Jezus postavil tudi sakrament bolniškega maziljenja, da bolniki v dnevih svoje bolezni dobivajo to, kar najbolj potrebujejo, tolažbo ter moč za prenašanje svojega trpljenja. 6. sakrament mašniško posvečenje. Ja, duhovnike potrebujemo. Kaj bi bilo brez duhovnikov, si lahko zamislimo. Potem pa 7. sakrament, po katerem Bog združuje fanta in dekleta, moža in ženo, da postaneta eno telo, sta posvečena za skupno življenje in da dajeta potem rast novi družini in da v družini potem ljudi vzgajajo svoje otroke in jih pripravljajo za življenje in za srečno večnost. Katerih 10 zapovedi nam je Bog dal in čemu nam naj služijo? Bog nam je dal 10 Božjih zapovedi. Zakaj? Ker nas ljubi in ker je Bog večen, zato se Božje zapovedi ne morejo spreminjati. Bog želi, da bi mi, ljudje, imeli pravi odnos do svojega Boga stvarnika. In temu služijo prve 3 Božje zapovedi. Veruj v enega Boga, verujem v Boga, Očeta vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, tebe ljubim stvarnik moj. Druga, da ne bi Boga žalili s kletvijo, ampak da bi ga častili z molitvijo. In tretjo, da bi posvečevali Gospodu dan v nedelje in zapovedane praznike, kar potrjuje še cerkvena zapoved, ki pravi, bodimo v nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno po sveti Maši. Torej, prve 3 Božje zapovedi urejujejo naš odnos do Boga. Potem 4., 5., 6., 7., 8., 9. Spoštuj očeta in mater, ne ubijaj, ne nečistuj, ne kradi, ne pišaj pokriven, ne želi svojega bližnjega žene, ne želi svojega bližnjega blaga, pa urejaj odnose v družini in pa med ljudmi in med narodi. In če bi ljudje sprejeli te Božje zapovedi in po njih živeli, kako lepo bi bilo življenje v naših družinah, med sosedi naših narodov in med narodi vsega sveta. Tudi te Božje zapovedi spoznavamo, kako nas Bog ljubi, kako nam Bog želi dobro, da bi bili že srečni na zemlji, da bi bili srečni v večnosti, torej da skratka, da bi imeli na zemlji urejeno, mirno in srečno življenje. Po pismi sodeč je z nami tudi veliko gledalcev, ki je pravzaprav jih oddaje Pot poti nekako združujejo, preko smo nastali ena velika družina oddaje Pot poti in veliko jih tudi tisti, ki niso imeli možnosti spoznati Božje besede in jih ta oddaja do nekaj tudi poučuje oziroma svešča, da jih nekega dne tudi pripelje nazaj v cerkev. Ampak jaz bi še pri tem vprašal, pravzaprav, kdo je bil alški župnik sveti Janez Vianney? Alški župnik sveti Janez Vianney, ja, to je bil državljan Francije, torej Francoz. Živel je v čudoviti družini, kjer se je Boga ne samo vanj verovalo, ampak se ga je globoko častilo Marijo in pa sveto Evharistijo. Letos obhajamo 150. obletnico njegove smrti. Cerkev nam je pripravila tudi šmarnično branje, ki nosi naslov sveti Janez Vianney, evharistični svetnik. Ni bil najbolj inteligenten kot otrok, težko se je učil, toda bil je pa vzor vere
in vzor pobožnosti. In ko ga je cerkev postavila za zavetnika župnikov, je s tem povedala, da mi ne potrebujemo samo učenih škofov in duhovnikov, ampak da potrebujemo zelo in še bolj globoko verne in pobožne duhovnike, ki bodo vsem srcem častili Marijo in sveto Evharistijo in poleg tega čaščenja, ko bojo dali Boga in Marijo vedno na prvo mesto, da bodo znali biti tudi sami osebno preprosti in skromni in pripravljeni sprejeti tudi križ in ga nositi za Kristusom in na ta način posvečevati sebe in druge reševati. Še vedno smo v oddaji Pot poti v Marijinem svetišču na Pragerskem in gospoda župnika bomo vprašali, kaj pravzaprav ta slika predstavlja nad glavnim oltarjem. Da, za to vprašanje. Poglejte, avtor te slike je vsem znani slovenski akademski slikar Vršič Blaža iz Ljubljane, ki je napravil tudi ta križa pod Kekcem. In tukaj nam je predstavil Marijo pod križem, ker je Marija pod križem postala naša mati. In pod križem nas je vse sprejelo v svoje brezmadežno srce. Poglejte, to nam kaže tudi ta slika. Marija ima svojo roko na svojem srcu, kakor bi nam govorila, vsi ste moji, vse vas imam rada. Za vse vas prosim milosti in drugo roko, vse te milosti, za katere vas prosim tudi delim. In če pogledate na to sliko, boste videli, da ni na Marijini podobi nikjer nobena kapla krvi. Zakaj ne? Ker je Marija brezmadežna. Njej odrešenje na Veliki petek ni bilo potrebno. Ona je bila že vsa čista, vsa sveta, vsa polna milosti. Poglejte, te kaplje krvi pa iz Jezusovega srca in iz Jezusovih ran padajo spodaj v temne prostor tega sveta in rešujejo in želijo rešiti ves svet. Slika na desni nam predstavlja duhovnika, ki ima v rokah kelih, sprejema to odrešujočo Jezusovo kri, svoj kelih, zato imenujem tudi kelih posvečenja in odrešenja, ker nas Kristusova kri očiščuje naših grehov, posebej pri sveti maši. In zato je tudi ta oltar upodobljen kakor kelih. Vidite, imamo znotraj zlato kroglo, ki nam predstavlja, da je sveta naša darita, Jezusova darita, res najdragocenejši biser, ki ga človek lahko na tem svetu najde. In na tej strani tukaj pa imamo še ženo, ki pa predstavlja nas vse skupaj in ki smo vsi potrebni Božje ljubezni, Božjega svinjenja in Božjega popuščanja, zato tudi na nas padajo te kaplje krvi in nas odrešujejo in posvečujejo. Kaj bi na koncu položili na srce našim gledalcem velike družine oddaj Pot poti? Srčno rad bi se še enkrat vam zahvalil, da ste me povabili in še enkrat vse pozdravil, potem pa izrekel, imejmo vsi skupaj močno, čvrsto vero. Vse to Marija najbolj želi.
Potem imamo neomajno zaupanje v Boga in v Božjo ljubezen. Ter neomajno zaupanje v Marijo. Glejte, tukaj nas vse kot mati sprejema v svoje brezmadežno srce. In nas vse želi voditi k srcu svojega sina, da bi vsi začutili, kako nas Bog ljubi. In kako nas ljubi tudi Marija, saj sama pravi, ko bi vedeli, kako vas ljubim, bi jokali od veselja. Torej, bi jokali od sreče. Prepričan sem, da je Mariji danes v veliko veselje, pa tudi v tolažbo, da sem tukaj z vami v duhu v tej Marijini cerkvi, ki je posvečena njenemu brezmadežnemu srcu. Saj nam o Fatimi obljublja in Medžugorju potrjuje, da bo končno zmagalo njeno brezmadežno srce, torej da zlo ne bo imelo zadnje besede, ampak da bo imela zadnja beseda Božja ljubezen. Zato nas Marija tako prosi, molite z menoj, darujte mi svoje molitve, darujte mi svoje trpljenje. In zato vas tudi jaz vabim, če ne morete, pridite ob prvih sobotah v našo cerkev tukaj na Pragerskem, kjer bomo skupaj molili in prosili za vse slovenske družine in jih izročali Marijinemu brezmadežnemu srcu, da bo Marija vsem izprosila milosti. Prihajate tudi ob prvih ponedeljkih ob 9:45, takrat pa vse molimo, vse poti, dolge poti, vse delo in trpljenje izročamo Marijinemu brezmadežnemu srcu, da ona uporablja vse to po svojih materinskih načrtih, saj ona bolj ve, kakor mi, kdo je potreben najbolj Božjega usmiljenja. In seveda vas vabim tudi, če morate priti nedeljo, ki je najbližja 13. mesecu, kar bo tudi sedaj 10. maja, ob 3. popoldne, da bomo skupaj Marijo, ki je mati usmiljenja, prosili njenega sina za usmiljenje sebi, vsem našim dragim živim in rajnim in vsem, ki so Božjega usmiljenja najbolj potrebni. In tako nam bo Marija potem lahko vedno rekla, vesela sem vas, kako sem srečna, da ste tukaj, vse vas ljubim in za vse vas prosim Božjega blagoslova. Hvala. Pokloni, da ste stvorili za naše gledalce oddaje Pot poti in vedite, da vas imamo radi, cenimo, spoštujemo. Hvala za vse vaše nasvete, pozornosti, čas in trud. To je le nekaj misli iz ogromne pošte, katere sem prejel, in naj vam bo Bog bogat plačnik v večnosti, gospod župnik Karel. Vas, spoštovani prijatelji, pa lepo pozdravljam z starim krščanskim pozdravom. Hvaljen Jezus in Marija. Najlepša melodija.